Danes v Pomurskem dnevniku. Dela Salvadorja Dalija prvič v Sloveniji. V sredo stopimo skupaj. Znanstvenik z mikrofonom. Predzadnje dejanje za tretje ligaše. Vreme jutri bo oblačno s plohami. Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci. Včeraj zvečer so v Lendavi slavnostno odprli razstavo, ki je prva tovrstna v Sloveniji. Dogodka se je udeležil tudi minister za kulturo. V občini Lendava so ponosni, da jim je uspelo pripraviti razstavo del svetovno prepoznavnega umetnika. Bogata tradicija, bi rekel, likovne umetnosti, galerije, muzej. Mislim, da eno trdo delo v preteklosti, tisti, ki so vodili to galerijo. Pa ne nazadnje, Lendava je vedno imela ta meščanski šlif, ki je povezan z umetnostjo in kulturo. Tako da iz te bogate tradicije se nekako črpa ta energija in tudi entuziazem za naprej. V galeriji Muzej Lendava se lahko pohvalijo s pestrim in kakovostnim naborom razstav v preteklih letih. Še posebej so ponosni, da lahko gostijo dela kontroverznega Dalija. Dali je po svetu zelo kontroverzna osebnost oziroma zelo znana osebnost. Vse povsod so njegove razstave zelo dobro obiskane. Tudi mi računamo na to, da bo tudi ta naša razstava, ki je v Sloveniji edinstvena, kar v preteklih letih je bilo v Sloveniji več Dalijevih razstav. Pri nas so razstavljena dela, poudarjam samo originali, taki, ki v Sloveniji še niso bili prikazani. Torej, mi smo izbrali gradivo s pomočjo kustosinje, umetnosti zgodovinarke Marjete Ciglenečki, taka dela, ki v Sloveniji še niso bila. Tako da so to zanimiva za slovensko publiko in pa tudi za izven meja. Torej, iz Slovenije prihajajo k nam obiskovalci z Madžarske, Hrvaške, Avstrije, pa tudi v času turistične sezone poleti pač iz vsega sveta praktično. Otvoritev se je udeležil tudi minister za kulturo Anton Peršak, ki občuduje drznost in poudarja, da se je s takšnimi razstavami, kot so razstava del Picassa in Dalija, Lendava zapisala na seznam evropskih razstavišč. Po eni strani je za umetnost, zlasti za vrhunsko, potrebna neke vrste norost, Sveda norost ne v tem slabšalnem pomenu besede, ampak neke vrste obsedenost z neko idejo, z nekim občutjem, z neko vizijo sveta. Tako je tudi za kaj takega. Poglejte krajev, te velikosti, kot je Lendava, je zelo veliko, tudi v Sloveniji. Ampak to, da ti pride na misel, da boš naredil v Lendavi razstavo Picassa, Dalija, Miroja ali kakšnega podobnega umetnika, je nekaj, kar bo vsak rekel, ja, kaj si nor, kdo bo pa prišel k nam to gledati. In se pravi, da je treba imeti to drznost, da, tako kot je tudi župan izpostavil, da tvegaš to, da pa dobro, prvo leto je bilo 2500 ljudi, letos jih bo po 10 letih mogoče 10-krat toliko, ampak to pomeni, da se je Lendava upisala na zemljevid razstavišč evropskih, in kar je marsikater kraj, ki je lahko 10-krat večji. Dela Salvadorja Dalija bodo na ogled do 31. oktobra. Več o sami otvoritvi pa v oddaji Aktualno. Mestna občina Murska Sobota nosi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavlja tiste občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako občina vsako leto podeli tudi nagrade požrtvovalnim prostovoljcem. Tako je za lansko leto nagrado župana za najprostovoljko prejela predsednica društva Pomagajmo odprtih src Cvetka Vereš. Lepo pozdravljeni. Pozdrav tudi vam ter vsem gledalcem. Ne počivate na tej lovoriki, zagotovo ta nagrada vam veliko pomeni. V nadaljevanju bova rekli, kaj boste imeli v sredo, še prej pa nagrada najprostovoljka leta. Kaj to za vas pomeni?
To je vsekakor potrditev, da delamo prav in da smo na dobri poti, hkrati pa tudi zaveza, da kot ste že rekli, ne počivamo na lovorikah, ampak da delamo za dobrobit občanov ter tudi ostalih prebivalcev še vnaprej. Je te socialne stiske veliko oziroma bi lahko rekli, da je vedno več? Ja, kakor ugotavljamo na podlagi prejetih prošenj, ki jih prejemamo na društvo, je socialne stiske vedno več. In to ne le med brezposelnimi, ampak se vse pogosteje dogaja, da v socialno stisko pridejo tudi zaposleni z minimalnimi prihodki. Kdo se še oglaša pri vas? Poleg tega, kakšno pomoč ljudje prosijo? So to finance, je to pogovor? Velikokrat, največkrat so to finančna sredstva, oziroma ker mi družinam pomagamo z sredstvi, se pravi, ne prejmejo direktno denarja, lahko jim plačamo položnico, jim nabavimo kakšen gospodinjski aparat, pohištvo, bojlerje, kot smo imeli zdaj primer te družine z Goričkega, kjer smo jim uredili bivalne prostore. Velikokrat starejši ljudje se pa obrnejo tudi zgolj in le za kakšno pomoč pri vsakodnevnih opravilih, ob tem pa jim seveda največ pomeni pogovor. Je pa tako, da boste sedaj ne samo, da pomagate vsak dan, pripravili v sredo tudi posebno prireditev, gledališče Park. Povejte nam kaj več o tem. V sredo, se pravi 24. maja ob 19. uri, pripravljamo dogodek za prekmurske družine. Se pravi, v začetku bomo predstavili pomoč oziroma ureditev bivalnih razmer družini na Goričkem, kjer je 18-mesečna punčka živela dobesedno na betonu, ob zlomljenimi okni. Se pravi, to smo vse sanirali s pomočjo podjetij in obrtnikov, največ v obliki prav materijala ter brezplačne pomoči teh obrtnikov. Bomo pač predstavili celotno obnovo, ureditev teh bivalnih razmer, potem sledi gledališka igra Šlogarca, malo drugače, kot je običajno za dobrodelno prireditev. Na koncu bomo predstavili še družine, ki so potrebne pomoči. Bomo pokazali slike, v kakšnih pogojih te družine živijo, ter se na koncu še zahvalili vsem podjetjem in obrtnikom, ki so nam pomagali pri tem projektu. Bo to temeljilo seveda na prostovoljstvu, tako da boste tudi tam zbirali te prostovoljne prispevke? Vsakašna pomoč najverjetneje dobrodošla. Ja, vstopnina je pač 5 evrov v predprodaji. Vsa sredstva bodo pa šla tem družinam, katere bomo potem v nadaljevanju tudi predstavili. Se pravi, bodisi za nakup bojlerja, kakšne kopalniške opreme, gospodinjskega aparata, pač kaj ta družina potrebuje, ja. Skratka, v sredo ob 19. Ja. Najlepša hvala, da ste bili v našem studiu. Hvala tudi vam. V nedeljo Marjan Dora v studiu gosti znanstvenika z mikrofonom dr. Tone Kregarja, ki je direktor Celjskega muzeja novejše zgodovine. Hkrati je znan kot pevec in pisec besedil legendarne pop skupine Mi2. V studiu bo govora tako o funkciji direktorja muzeja, kot o njegovi zanimivi navezavi z glasbeniki. Band Mi2 je tesno povezan z Rogatcem, tam izhajamo, smo ponosni na te korenine, smo nenazadnje tudi ponosni na to vokojebino v dobrem in slabem, predvsem v dobrem, ki nas je nenazadnje izoblikovala, ki nas je formirala kot ljudi in nenazadnje, v kateri smo se tudi sami med sabo spoznali in se tudi navdušili nad to glasbo, ki jo še zmeraj izvajamo. Oddaja bo na sporedu v nedeljo ob 18. Pred nami je 25. krog v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod, kjer imamo troboj za 2 drugoligaški vstopnici in troboj za obstanek v ligi. Vodilna Nafta gostuje v Martjancih pri Čardi, ki zaseda 7. mesto na lestvici. Za Lendavčane je tokratno srečanje še toliko bolj pomembno, saj bi si v primeru zmage že zagotovili napredovanje v drugo ligo. Čarda je Nafti na prvem srečanju v Lendavi povzročala kar nekaj težav. Na koncu pa je vodilna ekipa prvenstva slavila s 3-2. Mura, ki je v polfinalu pokala Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota premagala Križevce, se bo na kraj zločina izpred 2 dni vrnila že v nedeljo. Črnobeli gostujejo pri zadnji ekipi prvenstva in vse razen zmage Mure bi bilo več kot presenečenje. Odranci, ki nadaljujejo svoj zmagovalni niz, bodo tokrat doma gostili Turnišče. Tekma bo izjemno pomembna za obe ekipi, saj si domači želijo priti na mesti, ki vodita v drugo ligo.
Na drugi strani pa so si Varašanci z nepričakovanim porazom proti Križevcem dodobra zakomplicirali življenje v borbi za obstanek. Beltinci bodo po porazu z Gradom rane celili v gosteh pri Rakičanu. Ljutomer tokrat odhaja v goste k Polani, ki si je z dobrimi igrami v zadnjem času bržkone že zagotovila obstanek v ligi. Pri Gradu bodo gledalci priča goričkemu El Clasiku med Gradom in Tromejnikom. Za domače je srečanje tokrat še veliko bolj pomembno, saj nujno potrebujejo točke za obstanek v ligi. Bogojina, ki je v prejšnjem krogu doživela pravo katastrofo na Fazaneriji, pa tokrat doma gosti Hotizo. Ob koncu tedna smo tudi tokrat za vas izbrali nekaj prostih delovnih mest, ki pa jih lahko zasledite tako na spletni strani Zavoda za zaposlovanje kot na spletni strani www.sobotainfo.com. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih, med drugim se učiteljem glasbenih inštrumentov ponuja več delovnih mest. V glasbeni šoli Murska Sobota namreč iščejo nove okrepitve za poučevanje flavte, kitare in tolkal. Če vas zanima koordiniranje poslovnih stikov, vodenje evidenc in pisanje zapisnikov, se lahko v upravni enoti Ljutomer izkažete kot strokovni sodelavec. Ste komunikativni, sproščeni in optimistični ter želite ljudem približati lepote Slovenije? Slovenija Explorer k sodelovanju vabi izzivov željnega organizatorja dela. Nudijo sproščeno delovno okolje v majhnem povezanem kolektivu ter redno in stimulativno plačilo. Varstveno-delovni center Murska Sobota medtem zaposli skupinskega habilitatorja, ki bo skrbel za organizacijo, vodenje in izvajanje strokovnega dela v enoti VDC Gornja Radgona. Delo pa lahko združite tudi z dopustovanjem in kot športni ali otroški animator nekaj mesecev preživite kar v Grčiji. Več o omenjenih delovnih mestih na www.sobotainfo.com. Na spletni strani Sobota Info si oglejte utrinke z današnje Motranske četvorke. Obenem lahko na spletni strani www.sobotainfo.com preberete, koliko denarja je policija zaslužila z javno dražbo. Mi pa si oglejmo še kratke novice. Za nami je krasen dan, a že jutri sledijo poslabšanja. Preverjamo napoved. Danes smo imeli lep sončen dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 23 stopinj. V Murski Soboti ter v Radencih je bilo 25, v Lendavi 24 stopinj. Po noči naj bi se že poslabšalo v zahodni in osrednji Sloveniji, možne so krajevne padavine, deloma nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, najmanj naj bi jih bilo torej pri nas na severovzhodu države. Najnižje temperature bodo od 9 do 14, tako bomo imeli v Mariboru in Murski Soboti 13 stopinj, čez dan bo v naših krajih do 22 stopinj Celzija. V nedeljo bo dopoldne dež povsod ponehal. Popoldne se bo delno zjasnilo, temperature bodo tam do 21 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno in s temperaturami 25 stopinj. Toliko za danes, lep preostanek dneva vam želimo, še lepši vikend. Bodite z nami spet v ponedeljek, ko bomo poročali med drugim tudi o radenskem maratonu. Srečno!